Iz naših krajev. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v tokratni oddaji Iz naših krajev. V njej bomo poročali o novi naložbi japonske korporacije Yaskawa v Sloveniji. Obiskali bomo tudi Novo mesto, kjer se bo kmalu začela gradnja urbanega park Loka, ki bo mesto še tesneje povezal z reko Krko. Iz okolice Idrije prihaja zanimiva arheološko-paleontološka novica. Odkrili so kar 235 milijonov let star zob morskega plazivca. Ob koncu oddaje pa vas bomo povabili v Rogatec, kjer pripravljajo že 28. likov na Taberhi, tradicionalno prireditev z bogatim etnološkim in kulturnim programom. K poslušanju vas vabim Alen Salihovič. Radio Ognjišče v vašem kraju. Yaskawa je pred kratkim v Kočevju ob svoji zdajšnji tovarni odprla nov distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. Kompleks je tako postal največji obrat japonske korporacije v Evropi. Svoje poslovanje v Sloveniji smo vzpostavili že nekje v 80. letih in od takrat je neprekinjeno uspešno. Ko smo leta 2016 iskali lokacije za postavitev tovarne robotov, je bila Slovenija ena od najbolj očitnih izbir, ki smo jih preučevali. Prejeli smo tudi dobro podporo, zato smo se odločili, da tovarno zgradimo tukaj. Ugotovili smo, da lahko v Sloveniji najdemo ustrezne strokovne kadre in potrebne partnerje za uspešno izvedbo projekta. Pozneje se je izkazalo, da je bila vzpostavitev proizvodnje zelo uspešna, je spomnil predsednik Yaskawe Nordic Robert Biko. Najnovejša naložba japonske korporacije pri nas je vredna 32 milijonov evrov. Predsednik Yaskawe Slovenija Hubert Kosler je pojasnil, zakaj tokrat niso zaprosili za državna sredstva. Za postavitev tovarne v Kočevju leta 2017 so jih namreč prejeli za kritje četrtine vrednosti naložbe. V tem primeru zdaj smo ponovno testirali možnosti in smo ugotovili, da je zakonodaja ostala daleč za trenutnimi razmerami, ki so popolnoma drugačne. Naprimer, v tistem času, leta 2017, torej eden od pogojev odpiranje delovnih mest, No in ta pogoj je še vedno tudi zdaj ostal v tem zakonu. Skratka, mi smo potem rekli, to je danes nesprejemljivo, prevzema take velike odgovornosti, ker kaj je trend, Treba je slediti trende. In tudi mi smo pravzaprav po DNA-ju, firma, ki se ukvarja z avtomatizacijo, robotizacijo, dela to na trgu, ponuja te storitve firmam, in tudi v svoji tovarni se moramo obnašati enako. Ko kupci pridejo k nam, morajo videti pri nas čim več robotizacije, avtomatizacije, digitalizacije. Ne pa, da rečejo, vi nam ponujate nekaj sami, pa tega niti ne uporabljate. To je že ta pristop. In po temeljitem razmisleku smo odstopili od te vloge. Na odprtju konec junija je bil tudi novi minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. V Sloveniji se robotov ne bojimo. Z njimi ne bomo polagali rok, ker je rezultat tako ali tako znan. Naša naloga tudi ni premagati robote. Naša naloga je pripraviti pogoje, ki bodo v Slovenijo privabili še druga visokotehnološka podjetja. Vladi Republike Slovenije bomo poskrbeli, da se bodo naložbe v ljudi, tehnologijo in stroje obrestovale. Leta 1915 ustanovljena Yaskawa je z letno prodajo v višini 3,6 milijarde evrov ena vodilnih svetovnih ponudnic tehnoloških rešitev na področju robotike, pogonov in krmiljenja. V Kočevju zaposluje 215 ljudi. Velika večina kadra je slovenskega. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V Novem mestu bodo v prvi polovici avgusta začeli z gradnjo urbanega parka Loka. Z njo bodo prenovili in nadgradili zdajšnji tamkajšnji športno-rekreacijski park. Pogodbo o gradnji je 7. julija s predsednikom uprave na javnem razpisu izbranega podjetja CGP Martinom Gosenco podpisal župan Gregor Macedoni. Po njegovih besedah bo park prinesel novo podobo Loke, hkrati pa bo park povezal s Krko.
Urbani park Loka bo na nek način najpomembnejši javni prostor, kjer bo parkovna ureditev in hkrati stik z reko Krko. Nadaljujemo tako tradicijo tega območja, kjer je bilo pred 100 leti glavno novomeško kopališče, kot seveda vsa ta zgodovina novomeških športov, ki so se razvijali v tem območju in ki seveda tudi danes pomembno zaznamujejo. Mi tukaj ohranjamo tako košarko, odbojko na mivki, atletiko. Še dodatno bomo uredili infrastrukturo za plezanje in seveda želimo, da pa se tukaj počutijo domače vse generacije, zato bo tudi neke parkovne ureditve namenjene tako najmlajšim kot tudi starejšim. Ob Šmiheltskem mostu bo zgrajeno tudi dvigalo, ki bo omogočalo tistim, ki imajo seveda težave z gibanjem ali pa tudi kolesarjem, da tukaj skrajšajo svojo pot. Po besedah Martina Gosence bo največji izziv, kako v času gradnje omogočiti dostop do obstoječih objektov na Loki, o čemer se bodo dogovarjali sproti. Cestne zapore bo sicer podrobneje določil elaborat, ki je še v izdelavi. Čaka jih vsaj 15 mesecev dela. Najprej bomo začeli s pripravljalnimi deli, organizacijo gradbišča, potem v drugi polovici avgusta z deli na polno. Najprej bomo odstranili obstoječe objekte, obstoječo igrišče, odstranili humus, začeli z izdelavo atletske steze iz tartana, hkrati se bo delala betonska tribuna v obliki amfiteatra, obstoječa igrišča se delno obnovijo, delno nadgradijo, uredijo se parkovne površine, uredijo se sprehajalne poti, leseni platoji ob reki Krki, plavajoči ponton na reki Krki, tako da to bo nekje v roku 15 mesecev, kolikor je rok izvedbe, bi moralo biti to vse skupaj zaključeno. Vrednost podpisane pogodbe je 3,7 milijona evrov, od česar je občina dobila dober 1,5 milijona evropskih sredstev, ostalo bo občina zagotovila sama. Po besedah župana Macedonija se že pripravljajo tudi na prenovo lesene brvi čez Krko v Loki. Trenutno se najbolj nagibajo k rešitvi, da postavijo železno konstrukcijo, ki bo obložena z lesom. Predsednika krajevne skupnosti Center Luko Blažiča zelo veseli, da bo Loka z urbanim parkom dobila širok nabor različnih aktivnosti. Gradnjo podpira pa seveda tudi vse aktivnosti namenjene izboljšanju kakovosti življenja v mestnem središču. Prispevek v novem urbanem parku Loka sem pripravila sestra Meta Potočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V okolici Idrije so našli fosil, za katerega so na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU, da gre za približno 235 milijonov let star zob vretenčarja, morskega plazilca plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Najdeni zob je morda največji, kar so jih doslej našli iz tega obdobja. Najdba na območju krajinskega parka Zgornja Idrijca je pomembna zaradi izvrstne ohranjenosti in redkosti za to obdobje. Pripomogla bo k razumevanju evolucije te živali in prepoznavnosti krajinskega parka. Plakodontov zob je na enem svojih obhodov našel Gregor Koželj, naravovarstveni nadzornik v krajinskem parku Zgornja Idrijca, ki je že od otroštva navdušen raziskovalec narave. In sem zagledal eno zanimivo stvar, bila je črna, ni mi delovala kot školjka, ni mi delovalo kot amonit, malo mi je delovalo kot nek lokvanj, kot ena rastlina. Nikak nisem najdel odgovora, videl sem pa 100%, da je nekaj posebnega. Na srečo je bil tu izdank, sem pobral, nisem z nobenim krampom preklal tam, spravil v ruzak in sem se že pol hmal s strokovnjaki, z Jožetom Čarjem, z Martino Sniki govoril, z Bojanom Režunom, ampak smo vsi rekli, ja, tu je nekaj zelo zanimivega, ne vemo pa zdaj, kaj bi to bilo.
Po posvetu z več geologi je najdbo poslal na Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer so po več opravljenih raziskavah, med drugim tudi s tehniko, s katero določijo kemijsko sestavo snovi, potrdili, da gre za zob vretenčarja. Jaz sem tu poslal in je že brž rekla, da je tu nekaj izrednega, ampak naj še malo počakam. No pa ne bilo dolgo, kaj preletel ta mail, da je tu res ena najdba svetovnega merila, da gre za zob enega zanimivega morskega bitja plakodonta. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Morski plazilec plakodont zato ni dinozaver, saj se ta izraz nanaša le na živali, ki so živele na kopnem. Plakodonti so bili veliki do 2 metrov, po videzu podobni želvam, z močnim oklepom za zaščito pred plenilci. Imeli so kratke noge in široko glavo, srčaste oblike. Niso bili dobri plavalci, večinoma so se zadrževali na dnu in strgali školjke, pri čemer so si pomagali z močnimi zobmi. Zanimivo pri tem zobu je, pri plakodontih nasploh, da so bili zobje ploščasti, oblikovani kot gumbi. Zelo veliko površino imajo, široki so, pa zelo nizki so. To je tipično za zobe tako imenovanih durofagnih živali, ki so jedle zelo, zelo trdo hrano. In v tem primeru teh plakodontov so večinoma jedli školjke in seveda so morali zdrobiti trde lupine, tako da te zobe so morali prenesti zelo velike pritiske in so zaradi tega tako ploščati, pa še sklenina se je očitno evolucijsko prilagodila tako, da je postala bolj trdna. Je povedala paleontologinja Irena Debeljak. Posebnost plakodontov je bila tudi, da so jim obrabljeni ali poškodovani zobje izpadli, vedno znova pa so jih nadomeščali novi in vedno večji. Iz časa Karnija je razmeroma malo plakodontov. Taka najdba je pomembna za razumevanje evolucije teh živali pa njihovo razširjenost. Potem je pomembno to, da je zob res izjemno velik. Morda celo največji, kar so jih do zdaj našli iz tega obdobja. Pomembno je to, da ima izredno lepo ohranjeno mikrostrukturo, tako da bo tukaj možno narediti tudi študijo, kako je evolucija dosegla to, da je sklenina postala bolj trdna, se pravi še bolj prilagojena na drobljenje školjk. Zanimivo je tudi način, kako se je ta zob ohranil, ni čisto običajen, ga ne gledamo od zgoraj, ampak od spodaj sklenino in taka perspektiva je praktično neznana. No? Nimamo veliko najdb, sploh pa neopisanih. Mislim, da je bila samo ena taka najdba do zdaj opisana. Je še pojasnila Debeljakova. Z nadaljnjimi raziskavami bodo paleontologi določili tudi rod tega plakodonta. Po zaključku raziskav bodo fosil predstavili javnosti. Najditelj Koželj upa, da bo vsaj v obliki replike na ogled tudi na območju krajinskega parka Zgornja Idrijca. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc. Radio Ognjišče v vašem kraju. Na telefonski zvezi pozdravljamo gospo Urško Grobelšek, ki je ena izmed ključnih sodelavk v okviru Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Lepo pozdravljeni, dober dan. Letos pripravljate že 28. Likov na Tabrhi. Najprej bi vas vprašal, kaj boste letos vse predstavili. Najprej dober dan vam v studiu in seveda tudi vsem poslušalcem in poslušalkam. En lep pozdrav iz Rogatca. Ja, kot ste že povedali, 28. etnografska prireditev Likov na Tabrhi, ki se bo odvijala v nedeljo 19. julija ob 17. uri v Muzeju na prostem Rogatec. Vsako leto dejansko predstavimo dela, ki so jih nekoč opravljali na kmetiji, dejansko kako prikazujemo, kako so ljudje živeli na področju Posotelja Kozjanskega pred 100 leti in več. Ja, prikazali bomo delovna opravila, tisto najpomembnejše je seveda mlača žita s cepci, torej kako so nekoč obdelali pšenico, da so prišli preko zrna do moke in preko moke seveda do kruha. Potem
žetev seveda mlačev na ročni mlatilnici, košnja s koso kot nekoč, grabljenje trave, žaganje hloda, podkovanje konjev, potem tisto, kar je zanimivo, kjer vsakrat pogledajo pranje perila pri štepihu, ker bodo ljudske pevke tudi ob delu zapele. Potem pa sledi tudi prikaz rokodelstva, to je pletenje iz ličja, iz šibja, predenje, tkanje, vezenje, izdelava haloških trstenk in pa seveda ne bo manjkalo tudi petja, prešmentenih falotov in folklorne skupine, ložniške ufarice, tako da bo zelo pestro. Naj pa seveda poudarim, da letos že 10. organiziramo izbor najsirove zavihanke. Naredimo razpis, na katerega se lahko potem seveda prijavijo, kdorkoli želi, gospodinje, tekmujejo za najsirovo zavihanko. Obiskovalci pa lahko seveda potem okusijo, testirajo, ali je tista zmagovalna res bila oziroma je najboljša. Kot ste že omenili, bo letos že 10. izbor najsirove zavihanke. Nam lahko zaupate, kaj je tista skrivnost prave rogatske zavihanke in kako pomembna je kot kulinarični simbol Rogatca? Sirova zavihanka dejansko danes jo lahko ponudimo kot sladico, lahko zraven kavice, to pomeni, da ni presladka, kar danes že vsi radi malce pogledamo za zdravje. Dejansko pa je nekoč se to pekla pogača, v katero se dal sir in se je zavihal. Zdaj skrivnosti seveda v tej situaciji ne bi želela izdati, bi pa povabila vse obiskovalce, kjer pa bomo z veseljem delili recept, ga bodo lahko prejeli in poizkusili seveda speči svojo zavihanko tudi doma. Kakšen pomen pa ima ta prireditev za lokalno skupnost in kaj bi si želeli, da si obiskovalci najbolj zapomnijo z letošnjega Likofa? Ja, življenje nekoč je bilo življenje znanja. Se pravi, brez strojev, brez traktorja, kot je danes, brez naprav, delali so z rokami, na ročni pogon, na nožni pogon. Veliko si družili, si pomagali drug drugemu ob delu in za trdo delo je sledila tudi nagrada, veselje, druženje in to se je imenovalo Likov. Po vsakem delu so se zbrali in prepevali in seveda se veselili, da je bilo delo opravljeno, kot recimo mlačev žita. Ja, takšen Likov, ta namen ohranjamo še danes. Želimo pa tudi seveda pokazati, kako so naše babice, naši dedki nekoč živeli, kako cenjen je bil kruh nekoč, kar je danes samoumevno. In želimo to prenesti in podati tudi našim bodočim rodovom. Zato starši, babice, dedki, pripeljite vaše otroke, vaše vnuke. Pokažite jim, kako ste vi živeli, kako so vaši starši živeli, da bodo vedeli, tudi ko nas nekoč ne bo, kako so nekoč živeli in kako upam, da nikoli več ne bomo rabili še tako živeti. Najlepša hvala za vaš čas in upam na čim bolj uspešno prireditev. Ja, hvala tudi vam. Naj samo še za konec povem, da je seveda prireditev namenjena celotni družini, vsem generacijam, da bo seveda tudi otroška animacija, gostinska ponudba, prepevanje in pa seveda lahko se odpravijo na ogled samega muzeja, ker je brezplačen vstop, kar je najpomembneje, in pa seveda tudi možno ogled bližnjega dvorca Strmol. Tako da vabljeni v Rogatec, ki pa ponuja tudi možnost prenočitve v številnih prenočiščih, od apartmajev, glampingov pa do parkirišča za avtodome. Tako da vabljeni nedeljo 19. julija ob 17. uri največji muzej ljudskega stavbarstva na prostem v Sloveniji, Muzej na prostem Rogatec. Hvala lepa. Z Urško Grobelšek z Muzeja na prostem Rogatec sem se pogovarjal Urh Sušnik. In s tem prispevkom oziroma z vabilom v Rogatec smo današnjo oddajo tudi pripeljali do konca. Ukolikor se tudi pri vas dogaja kaj zanimivega, nam to le sporočite na elektronski naslov desk@ognistce.si. Z veseljem bomo objavili prispevek iz vašega kraja. Danes sem oddajo uredil Alen Salihovič. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.